Običajno ob kitajskih proizvajalcih avtomobilov govorimo o sodobnih tehnologijah in tehnoloških prebojih, ki se dogajajo v zadnjih letih. Ampak tudi kitajska avtomobilska industrija seveda ima svojo zgodovino in čas je, da se je lotimo. Da se lotimo kitajskih avtomobilskih začetkov, verjetno ni boljšega primera kot znamka Hongqi. Kot bi za Slovenca omenil Triglav ali pa Planiški skok, se pravi nekaj, kar je vsak Slovenec ponosen, tako je na Kitajskem, vsak Kitajec ponosen na Hongqi. Rdeča zastava, jaz mislim, da je kvečem lahko prva razlika med ostalimi brendi. In tudi ta zgodovina je prva razlika prek ostalih brendov, ki tega nimajo. Imela je tudi crvena zastava iz Kragujevca. Tukaj je mogoče tudi ta povezava med Slovenijo in pa Kitajsko, da imamo neko preteklost, ki jo razumemo. Seveda, tako kot veliko stvari na svetu, je tudi kitajski avtomobilizem nastal zaradi potreb vlade, tudi vojske. No in tukaj so že prve velike limuzine. Kitajci jim pravijo inspection cars. Zakaj pa inspection cars? Zato, ker so z njimi njihovi voditelji sodelovali na tistih ogromnih vojaških paradah in tam preštevali svojo vojsko. 我们的整个材料给我们的用户。 Maybe you have heard that many foreign leaders, when they come to visit China, they tour around by taking Hongqi vehicles, demonstration to the safety and the comfortable experience that we have brought. Hongqi je torej najbolj prestižna kitajska avtomobilska znamka pod okriljem koncerna FAW, torej FAW. Njen dom pa je le srednje veliko kitajsko mesto Changchun. Gre za nekako kitajski Detroit, kjer se je v 50. letih prejšnjega stoletja vse začelo. Mesto Changchun živi za avtomobilizem. Celotne četrti so namreč zgrajene okoli tovarn. To je srce FAW, ki ima tu lastne šole, bolnišnice in raziskovalne inštitute. To je kraj, kjer na Kitajskem lahko vidimo največ prototipov s kamuflažno folijo na ulicah. In če kdaj pridete do priložnosti, da obiščete zelo oddaljeni Changchun, to mesto je zelo hladno in vetrovno. In pripravite se na industrijsko estetiko. Ampak Hongqijev muzej je pravi dragulj. In to je obvezna postojanka, da bi razumeli začetke kitajske avtomobilske mehanike. Ta je v začetku še precej temeljila na izposojeni tehnologiji, sovjetski, ameriški in tako naprej. In pregled dogajanja se prične zelo zanimivo s takšnim sedanom. To je prvi kitajski sedan in kaj je na njemu zanimivo? Ker je iz leta 1958 še nima ogledal. Ampak ne zato, da inženirji ne bi na to pomislili, zato pravzaprav takrat sploh ni bilo potrebe. Ta avto je bil takrat namreč skoraj sam na cesti. Ti avtomobili so torej pomagali pognati Kitajsko v nagel gospodarski povojni pospešek. Poglejte, na takšen način tukaj na Kitajskem predstavljajo konec ere, ko Kitajska še ni bila sposobna proizvajati avtomobilov. To se je seveda zgodilo v 50. letih prejšnjega stoletja. Leta 56 in recimo 58 so se začeli rojevati takšni gospodarski avtomobili oziroma predvsem za vojaške in pa transportne potrebe. No, nedolgo zatem, desetletje zatem, pa je že nastala na primer takšna gromozanska predsedniška limuzina. Čeprav se kitajska elita v Hongqijevih avtomobilih vozi pogosto, pa tovarno FAW ne obiščejo tako zelo pogosto. No, ko pa jo, pa je to seveda velika ceremonija in na koncu ulico, kjer je hodil, poimenujejo po svojem velikem voditelju. In tako jaz zdaj stojim na ulici Xi Jinpinga, kar označujeta tudi dva velika plakata tukaj nad mano. Na njih pa piše, da je Xi Jinping izjavil, da je napredek FAW zares izjemen. In kaj predstavlja ta izjemen napredek? Če so nekoč Hongqijevi avtomobili temeljili na izposojeni tehnologiji, na izposojenih licencah od kakšnih drugih avtomobilskih proizvajalcev, se danes ta retro luksus meša z agresivno modernizacijo. Hongqi prioritizes the integration between the Western culture and the Chinese culture. If we look at the global market, actually the European market is kind of a highland for vehicle brands. This market can test the value of a brand.
Znamka je absolutno prestižna in poudarja vse te lastnosti, ki jih prestiž nosi s seboj. Seveda pa tako kot vsaka blagovna znamka išče volumen, rada bi se približala najbolj množičnemu trgu in to seveda so tudi manjša vozila. So zdaj predstavili najmanjši avto do zdaj, to je EKS 4 z velikostjo 4,5 m in tudi nižji od tega ne bodo šli. Se pravi, ne bodo šli do najnižjih in najmanjših malčkov, ampak se bodo ustavili na tem najbolj prodajnem razredu, kjer je največ kupcev. In zdaj je tukaj za mano Hončijeva tovarna. Spet nam seveda kitajski organizatorji ne dovolijo snemanja v notranjosti, sem pa izvedel nekaj zanimivih podatkov, namreč njena dnevna produkcija je 1000 avtomobilov, kaj je seveda tisto najbolj navdušujoče, gre seveda za njeno velikost. Pa ne le velikost te tovarne, to je le ena izmed 3 Hončijevih tovarn. Pa še en opomnik, Honči ni ravno kitajski masovni proizvajalec. Honči je torej pravi kitajski državniški simbol, simbol kitajskega prestiža in tehnološkega nacionalizma. Poglejte, to je avto, ki ga kitajski predsednik uporablja med svojimi poslovnimi obiski. Seveda je tista prava različica, ki jo on uporablja, še seveda blindirana, pa ima tisto streho veliko, ki se odpira, da lahko on ven maha in pozdravlja navzoče. Poglejte, kako markantna limuzina je to. Ampak tega avtomobila ne uporablja samo kitajski predsednik, ampak sem uspel izvedeti, da so ga naročili tudi nekateri drugi, med njimi celo španski. Ampak čeprav svet, še zlasti pa Kitajska, počasi prehaja na popolnoma električen pogon, Honči seveda še vedno proizvaja tudi bencinske motorje. V avtomobilu, ki naokoli prevaža na primer kitajsko elito, lahko najdemo tudi veliki bencinski V12.